Občinski svetnik Robin Majnik je zbral 7 podpisov za sklic izredne občinske seje na temo Velike planine Zaklad narave d.o.o. Pred sejo je sklical novinarsko konferenco. Vsebino smo probali poskušali spraviti na dnevni red že na marčevskem kolegiju pri županu. Vendar je župan sklenil, da pač ta zadeva ni toliko nujna in je to pač predstavil na majsko sejo, junijsko sejo, vprašanje na katero sejo. Ampak stanje je sledeče. Bilanca stanja družbe Velika planina Zaklad narave d.o.o. pokaže 104 tisoč izgube. Kakor ste seznanjeni, prejšnji četrtek se gondola ustavila. Inšpektor je pač dal odredbo, da gondola v takem stanju ne sme voziti. In glede na vsa ta dejstva, se nam zdi ta sklic izredne seje bistveno. Mi hočemo, da se o teh stvareh pogovorimo, da se tudi o sami prihodnosti zelo jasno pogovorimo, da prekalkuliramo možnosti, a je gondola kot taka še smiselna in rentabilna, ali ne bi bilo boljše urediti cesto pot z druge strani Veliko planino. To so stvari, o katerih bi se mogli pogovoriti, ne pa, da zdaj poslušamo, bom rekel, strani župana obtožbe, da bo ta seja toliko in toliko stala. To, kar mi je uspelo pridobiti, daje sum določenih kaznivih dejanj. Vse to pač tudi ni v moji pristojnosti, da bi bilo kjerga obsodo za kakšno kaznivo dejanje. Pač to je le sum, to bi še enkrat podaril, ampak vse te sume pač sem zapakiral v kuverte. Na koncu novinarske konference je vložil kazensko prijavo zoper neznano osebo, ki naj bi oškodovala občinsko premoženje. Izredne seje se niso udeležili koalicijski svetniki in seja se je zaradi nesklepčnosti končala. Ali se boste udeležili? Gre za legitimno pravico kolega Majnika, ki je skupaj še s 7 svetnicami in svetniki vložil predlog za sklic izredne seje. Sam in pa svetniška skupina LDS-a se te izredne seje ne bo udeležila. Razlog je pa enostaven. 24. februarja 2009 smo na kolegiju občinskega sveta sprejeli odločitev in podprli predlog SDS-a, da se ta tema uvrsti na eno izmed sej. Ampak tam smo tudi dorekli, da mora biti to na redni majski seji. Tako, da bo občinski svet tematiko Velike planine obravnaval na redni majski seji. Svetniška skupina se ne bo udeležila te seje iz večjih razlogov. Prvič se nam zdi malo moralno sporno, da svetnik že pred samo sejo pravzaprav skliče tiskovno konferenco in tam predstav pravzaprav, da bo vložil kazensko ovadbo proti neznanim osebam, ker te stvari bi se lahko rešile tudi že na sami seji. Torej, mogoče imajo odgovorni, tako na Veliki planini kot na občini, imajo odgovore na njegova vprašanja in bi lahko dobil kolega vse te konkretna vprašanja. Po seji je na dogajanje podal svoje mnenje še župan, direktor ter predsednik nadzornega sveta Velike planine. Zgodbe, ki jih je za današnjo sejo gospod Robin Majnik iztrgal iz vseh kontekstov in morebitnih dosegljivih ali nedosegljivih pogodb, so iztrgane in še enkrat trdim, da gre, tako je tudi en njegov kolega, strankarski kolega rekel, da gre očitno za njegovo samo promocijo za volitve, kajti naj bi kandidiral za župana v prihodnem letu, da so to zgodbe, ki seveda podirajo, zlasti pa v tem trenutku podirajo tudi uspešno delovanje te družbe. To tik pred sezono, ki je tako ali tako vprašljiva. Po dobri sezoni zdaj neke zadeve, jaz ne vem, podjetje deluje, bom rekel, razmeram primerno, dobro, bom rekel, z napravami, moram potrkati in se pohvaliti. V zadnjih 2 sezonah nismo imeli čisto nobenih težav, pa vemo, da večji centri od nas so jih imeli, pa smo mi lepo zvozili vse ljudi in naredili. Zato mi je žal, da se to dogaja zmerom tik pred začetkom glavnih sezon. Nič krivi, nič dolžni, bom rekel, pa v javnosti se pa takele dezinformacije dogajajo. Lahko po povzetku, kar sta župan in direktor povedala do zdaj, da je v zadnjem času ogromno škode bilo narejenih, lahko rečemo, da je kljub temu, da je v zadnjih 2 letih in pol rezultat te Velike planine Zaklad narave se imenuje, lahko rečem, da je čudež narave. Tako malo donatorskimi ali kapitalskimi ali zunanjimi sredstvi, denarnimi, se je družba sama oživela po prejšnjem dolgoletnem ali celo 2-letnih stagniranju, zaprtju
družba deluje, lahko rečem, transparentno, zelo redno, direktor, vrhunsko, delavci, zaposleni, odlični, imajo službe,